Veste, da ni dober dan, kadar je to moja prva kava, ura je 4 popoldne, sonce mi šaj na obraz in ta video snemam v 6. Živijo punce, torej namen tega videa je, da nekako vidite zakulisje tega, kar zdaj gledate. If you know what I mean, da vidite zakulisje samega YouTube in blog sveta. Pred kratkim so me namreč kolegice blogerke spraševale, kako potekajo sestanki, ko to postane tvoje delo. In jaz sem naenkrat spomnila enih 5 ali 6 situacij, kjer sem sama dojela, da to je dosti drugačko, pa kar sem imela idejo, ko sem bila mlajša. Ko sem bila mlajša, sem si sestanek predstavljala nekako tako. Pozdravljeni! No, danes sem vam želela predstaviti samo mojo idejo, veste, za izvedbo te ideje bi potrebovali cirka 1000 evrov, sicer bi lahko od tega dobili, kakor nam kažejo statistike, če pogledate na PowerPointu zgorej, da bi pridobili minimalno 200 novih kupcev v starosti 18 do 25, večinski delež je žensk, približno 89%. Kar je najbolj prioriteta tem ženskam, je prav to, kar vi iščemo, kar mi delamo, tako da mislim, da tukaj ne rabim več zgubljati besed, s sabo sem prinesla pogodbo, seziva si v roke in zaključiva. Ja, not so much. Kako realno delujejo sestanki? Mamica, ne imate mamico dela. Mamica dela mi, pikica. V večini primerov ti prideš na sestanek, običajno se dobite na kavici, redko kdaj dejansko v pisarni, kjer kaj pojeste, kak hamburček. To je sproščeno, dejansko o sami zadevi se pogovarja standardno okoli 20 minut vsega skupaj, medtem ko se o tvojih mačkah, o stanovanju v družini pogovarja 2 uri lahko. Vseeno pa je enih 5 sestankov, ki so meni najbolj ostali v spominu. In sicer prvi se je zgodil niti en teden nazaj. Jaz sem se zbudila ob 5. zjutraj. Večer pred tem sem se res močno pripravljala, kako bom predstavila svojo zadevo, kako bom vse skupaj izpeljala, kakšne lahko svoje prednosti izpostavim, kaj vem, da ne morajo reči ne, ker grem njih še malo raziskovati in vse skupaj. In jaz ob 5. zjutraj zbudim, ob 7. sem že v Ljubljani, vsa pripravljena, oblečena tipi-topi, izgledam res perfektno, nabita sem s kofeinom, tako da mi noben ne more nič. Postavljala sem si že pozitivne informacije, sama v sebe verjamem, prijem v pisarno, najboljša zadeva ever si mislim in... Ok, Aleksandra, full fajn si mi zdaj vse pojasnila, ampak naj ti povem, stanje v naši firmi je trenutno... Za marketing dejansko, jaz sem šele prišla v bistvu pred kratkim, pred tem marketinga na meni delu, tako da za marketing je malo tako poskrbljeno, ali si jaz bom probala videti, kaj je okej. Ampak daj mi ti dosti ponudb si mi zdaj povedala, daj mi ene 2 zapiši na mail, pa pol mi napiši še koliko približno, kar mene zanima je, kaj bom dobil, koliko bo stalo. Tako to mi napiši, se bo nekako dogovorila, daj se prvi slišimo pol, okej? Ja, popam, da nisem samo zato hodila v Ljubljano. Človek mi reče, da naj mu kar pošljem vse na mail, vse ideje in vse, naj mu pošljem cenik in da se bomo dogovorili preko maila. Pa na koncu mi ta oseba še reče, pa upam, da nisi hodila z Maribora samo zaradi tega. Zdaj ne vem, ali sem jaz čudna, ali če se dogovoriš za sestanek, dejansko imaš sestanek in je smisel, da se nekaj doreče. Dokončno. Ne? Just me? Ok. Drugi sestanek. Podjetje me je povabilo, da pridem k njim na firmo, da imajo zelo dobro idejo za mene, ker so kar uveljavljeni, da vidijo, da bi lahko nekako skupaj stopili in ustvarili nekaj, kjer bi obe strani rasle. In tako jaz stopim noter v pisarno in se srečam z osebo, katere ne bom imenovala, ki ne ve, kdo sem, ne ve, kaj delam, ne ve, zakaj sem tam in ne ve, kaj mi lahko ponudi. Tako da zdaj povej mi, oprosti, upam, da te res ne moti, če jem. No, povej mi, kaj si zdaj prišla ti? Čekaj, kako razumem, smo mi tebe kontaktirali? To pa moram se pozanimati, kdo dejansko je. Kaj si ti drugače, kaj delaš, novinarka? Po televiziji imaš... blogerka je to... Torej, kaj ti vidiš, da bi lahko nam to prinesla? Ja, mi smo tebe kontaktirali. Torej, kaj je pisalo, da mi rabimo od tebe?
Pač, ker trenutno, kar te poslušam, mi se res ne ujamemo. Oziroma, kaj lahko jaz njim ponudim. Tudi to je sestanek, na katerem sem bila cirka 2 tedna nazaj, kjer smo v prvem stiku že videli, da ta mail očitno je bil poslan večjim puncam in slučajno tudi meni, ker kar sem prišla na sestanek, sem se mogla prvotno predstaviti, kaj sem, kakšna je moja stran, kakšen je moj YouTube kanal, vse smo skupaj to pregledali in še na to se je začelo debatiranje. Vseeno sicer so se tekom pogovora zaljubili vame in so mi rekli, naj jim pošljem mail, ker seveda pač that's the beauty of it all. In zdaj je že 2. ali 3. teden čakanja. Se mi zdi, da s časom postane že nekako trdoživ glede tega, ti to čakanje ne več toliko stopi na živce, ampak vem v mojih začetkih, kadar sem dejansko pustila faks zaradi tega in službo, da je bilo to kar boleče, da ti daš 100% sebe, se pripraviš, se poznimaš v podjetju, se pripraviš vse, zato priješ na sestanek, so nenormalno navdušeni nad tabo in potem 2 meseca ne dobiš maila nazaj, niti toliko ljudnosti, ne da bi ti rekli, ej, ne bo šlo skozi. Tretja taka zadeva, ki vam zna biti zanimiva. Pred kratkim sem imela sestanek z trgovino za odrasle. Jaz in še ena slovenska youtuberka sva se namreč dobili, ker so videli oziroma so se hoteli razširiti tudi na YouTube svet. Sicer ne na tak način, kolikor si verjetno ste prvo pomislili, kadar sem rekla trgovina za odrasle, ampak so želeli nekako precej poučno vse skupaj narediti. Čeprav sem jaz, kar sem prebrala tisti mail in kadar sem dobila opcijo za sestanek, v sekundi že bila what the fuck, what the fuck, what the fuck in se režala doma, sem vseeno rekla, lej, sem dosti odprt človek, mi je spolnost nekaj popolnoma naravnega, zakaj ne grem prisluhniti, kaj imajo. In to je pa pol tista druga skrajnost, kad dobiš podjetje, ki je nenormalno zainteresirano zate, ki ima nenormalno dobro vizijo, ki so te pripravljeni plačati toliko, da lahko še naslednje pol leta nič ne delaš, pa lepo živiš in preprosto ne gre skupaj, ker imaš ti v glavi svojo vizijo, oni imajo svojo in tako nekako gre skozi. In ja, pridejo tudi tisti primeri, ko vse štima, če bi se ti šlo samo za denar, s prve podpišeš tako pogodbo. Ampak potem v tistem momentu pa moraš malo se prizemljiti, si reči, čakaj, zakaj jaz sploh to delam, kaj je moj cilj in tudi sam iti čez tisto visoko, 4-mestno, mesečno vsoto in pač reči, da to ni zate. Ampak, kadar nekaj izgubiš, tudi nekaj pridobiš, ne? In tako je ena najbolj zlatih oseb v PR-ju, pač dejansko z vsemi PR-ovci, s katerimi sodelujem, sta 2 osebi, ki sta največji pikici. Z eno izmed teh sodelujemo zdaj že kar nekaj let, za drugo šle pred kratkim, ampak glih ta, s katero sodelujem že kar nekaj let, je kriva, da sem tudi jaz se podala na pot samostojne podjetnice. Zakaj? Ona mi je dala tisti zadnji šamar, ki sem ga rabila, ker pač niso vsi naročniki taki, da pričakujejo, da boš sedel za kompenzacijo. Jaz razumem, elektriko si moraš plačati. Ki je by the way, če si slučajno naročnik, to je isto, kot da bi rodarju za njegovo delo plačal s čelado. Pač, ti meni pošlješ kremo, ker hočeš review, ampak ti hočeš review, ne to, da jaz uporabljam kremo. Ti hočeš mojo storitev. Recimo, da je tvoja kremica 2 evra, moja video 10. In jaz naj bi zdaj to naredila zastojno. Jaz lahko grem s kremico plačati račun za elektriko? Ok, beside the point. Torej, ta angel v mojem življenju. Sva bile na sestanku oziroma na tortici, tisto se ne more reči, da je bil sestank, in se začela pogovarjati in ona je vprašala, če bi jaz izvedla nek video oziroma releasala nek izdelek. Ker se je v tem primeru šlo res za podjetje, ki ga jaz obožujem že od 15. leta, če ne še prej, sem mi bila pripravljena spustiti ceno in sem, kar me sva prišla na debato o ceni, sem mi konkretno spustila, precej spustila od svoje standardne. In v tistem trenutku se je ona nagnila čez mizo in mi zašepetala besede, ki ji bom za zmeri hvaležna za to. Bila je samo Sandra,
ti si v Sloveniji uveljavljena youtuberka in blogerka. Ti si na mesečni ravneh v revijah, po televiziji. Tebe te vsi spremljamo, tebe vsi obožujemo, le koliko imaš ljudi, mogoče nimaš ne vem kakih številk, ampak tebe, tisti, ki spremljajo, te poznajo in si se odprla in so 100% s tabo. Tisto momentu jaz sem dobila največji šamar. Zakaj? Ker so njene naslednje besede bile, če naslednjič ne postaviš si cene vsaj, ti bom jaz spremenila v mailu pa dala tako ceno, naslednjič pa pričakujem, da boš to napisala v mailu. In ja, dejansko, cena, ki mi jo je ona rekla, da naj bi bila moja začetna, je bila duplo, skoraj 3-krat večja, kakor pa sem jaz standardno zahtevala za svojo vsebino. V tistem momentu sem se dejansko zavedla, sem res mogla priti toliko daleč, da mi naročnica moja mora reči, da se premalo cenim, da se začnem ceniti. Tako da ja, so tudi angeli med vsemi temi biseri. Pa je stara na mest? Samo? Jaz ne nočem zabirati, ker jaz vem, da ti boš najboljše delala dejansko, kadar boš sproščena in kadar boš delala to, kar tebi paše. Tako da ja, da sem ti definitivno pripravljena, to je 500 € mesečno dati. Če nas omeniš, če nas karkoli, jaz prepuščam vse tebi roke. Če boš naredila video cool, če boš naredila objavo, še boš. Dejansko, prepuščam ti proste roke. Jaz sem že vesela, da lahko sodelujem s tabo, ker vidim v tem prihodnost, ker iskreno, jaz, odkar smo odprli firmo, nisem niti enega billboarda plačala, niti ene reklame, ker ni smisla. Tako je majhna odzivnost. Pa tudi ne mislim plačevati 1000 € osebi, ki ima ne vem koliko 1000 followerjev na Instagramu, ker spet to se zavedam. Lahko je kupljeno, lahko bi jih jaz zdaj za svojo firmo kupila, pa ne bi rabila pol tebe. Ampak meni te kupljene zadeve neče pomeni. Meni pomeni dosti take osebe, kakor si ti, ki imajo zgodbo, ki jim ljudje zaupajo, ki si sama dosti pazljiva, dokler se spustiš, mene me ne zanima, če imaš ti 50 000 ljudi na Instagramu, ne zanima me. Če jaz vem, jaz kupujem tvojo storitev, jaz reklamo, če mi ti pripelješ 10 ljudi, še zmeraj je na meni, če bom jaz 10 ljudi znala prepričati v mojo storitev ali ne. Če mi ti pripelješ 10, jaz sem lahko več kot sreča. Če mi nobenega ne prineseš, jaz imam izdelek, imam ali video, ali member, karkoli, kar pa lahko sama. Če sem dovolj pametna, če uporabi svoje možgane, jaz lahko ta video, to je zavedno. Kadarkoli boš ti šla, boš svetovno poznana, ker verjemem vate in vedno boš to postala. Kadarkoli to se zgodi, jaz lahko uporabim, da se ti tudi pri nas začela. So tudi angeli, ki ti oni postavijo vredno, zaradi katerih dejansko vidiš, da so agencije, ki vidijo potencial v vas, ki se zavedajo, da billboardi ne prinašajo dosega, da televizijske reklame prinašajo dosega, ampak ta osebni stik prinaša doseg. Sicer ja, še zmeri, meni če bo zdaj ponujali ponudbo za suho kožo nekaj reklamo narediti, verjetno njih ne bo uspešno. Samo jaz to v štartu tega ne bi sprejela in mene podjetja najverjetno ne bi ne kontaktirala. Ampak, you know. Ok, in za zadnji primer je pa še sestanka, je bil tudi en takih, ki sem bila prav, da fuck, sama, pač dejansko si je moja naročnica sama me prodala, sama sebi. Prišla sem noter, rekla mi je, ok, jaz sem jo kontaktirala, ker mi je eno drugo podjetje, s katerim zelo uspešno sodelujem, mi je rekla, da tudi ta bi bila odprta, jaz jo kontaktiram. Idem k njej v pisarno in mi reče, ok, kaj bi ti zdaj rada imela? In pa se rečem, ja, v bistvu pojma nijem, če sem iskrena. Slišala sem za vas pred kratkim, oseba, s katero že ful sodelujem, pa je navdušena nad mano, me ful pozna. Je rekla, bi se mi ful dobro ujele, pojma nijem, kaj bi naredila, nisem nič razmišljala o nobeni ideji, ampak pač nekaj bi lahko skupaj. In tista oseba, namesto da bi standardno bila, nisi se pozanila nas, mi smo najboljši, kar večina firm je. Jaz sem rekla, aha, no, le, mi ponujamo to, vse to pove. Njihove storitve so precej drage, jaz že vmes stresem in rečem sem, oh fuck, to so dream come true, za stojim vam delam, za fucking kompenzacijo vam delam. In potem se sama obrne k meni in reče, a ja, za ceno mi boš preko maila sporočila, ali dej lahko prosim tukaj, ker meni se res ne da obvadati z maili, pač raje zdaj podpiševa, pa je to. V tistem trenutku se mi je meni zazdelo, da sem zadela na lotu.
so minili tistih nekaj mesecev sodelovanja in pa tistih nekaj mesecev sem se sama zaradi navdušenja nad storitvami, nad izdelkom, nad ne vem kako naj vam to povem, da ne boste dojeli, zakaj se gre, se ponudila, da bom od tistega trenutka naprej vse delala zgolj za kompenzacijo, ker sem toliko navdušena. In tukaj se je prvo razvilo iz samega sodelovanja še prijateljstvo, hkrati pa mi je ta oseba na to sama pridobila še 2 naročnika, najboljša skoraj do zdaj, ker je videla v meni potencial in je pomenilo, kaj sem naredila dosti in verjame v to, kar delam, verjame v youtubersko in blogersko skupnost. Tako da gledam, to sem zadnji video končala dokaj na nizkem nivoju, sem si želela tega malo pozitivno deliti z vami, da ja, se najdejo stranke, ki jim pa točno vaš stil perfekten, ker ne rabite biti točno tak odlitek, kakor je tista ena uspešna oseba. Lahko si greste svojo pot, karkoli vas veseli in našla se bo vsaj ena oseba, ki bo to cenila. Sem živi primer tega, ker vem, da nisem standardna beauty ali pa YouTube person, da izstopam s svojimi roza lasmi, s piercingom, s tem, da sem glasna, ampak glejte, na večini sestankov iskreno povem, je to moj največji bonus. Tako da ja, upam, da mi je ta video pomagal, da mi je bil zabaven. Če imate kak komentar, kakšno vprašanje, kako je še v tem svetu, mi napišite spodaj. Ne pozabi, da imam 4. novembra tudi dogodek, tako da če se še nisi prijavila in misliš piti, pejdi hitro na www.aleksandrarose.net/trgovina ali /sola/trgovina. No, tukaj bo naslov. Na ta naslov, tako da se prijaviš, ker karti res omejeno, grejo precej hitro, zanimanje je nenormalno veliko, pač iskreno nisem pričakovala tako. Tako da ja, če se še nisi prijavila, pejdi. Pa se vidimo v prihodnjem videu.